Letos mineva 17 let, odkar sem se začela ukvarjati s človeško duševnostjo. V tem času sem doživela in razvila in si omogočila veliko raznoraznih izkušenj, tako osebnih kot tudi strokovnih, na osnovi katerih si upam reči, da poznam človekovo delovanje dovolj dobro, da mu znam ponuditi potrebno vrsto podpore v duševni stiski, ne glede na globino te duševne stiske. Razumem, da za vsak duševni fenomen, ki ga človek razvije, obstaja razlog. In ta razlog je vedno poskrbeti zase, imeti se dobro v okoliščinah, v katerih človek živi. Je pa res, da včasih razvijemo tudi takšne fenomene, ki imajo relativno visoko ceno, ki nas začnejo obremenjevati. Če ste ugotovili, da je to, kar trenutno doživljate, za vas preveč obremenjujoče, imam za vas dobro novico. V življenju ni nič zacementirano. Dokler dihamo, obstaja upanje, da je lahko lepše, če se za to seveda odločite. V sodelovanju z mano lahko raziskujete, kateri vzorci vas najbolj obremenjujejo, na podlagi tega pa se boste lahko odločili, katere od njih lahko opustite oziroma jih nadomestite z novimi, boljšimi, bolj zadovoljujočimi, kateri pa so tisti, ki jih želite obdržati in od katerih ne želite odstopiti. Eden izmed duševnih fenomenov, ki se pogosto stopnjuje tako intenzivno, da postane za človeka preveč obremenjujoče, je žalost. Je pa to eno izmed temeljnih čustev, doživljamo ga vsi. Jaz pa sem v zvezi s tem čustvom napisala kratko pesem in jo bom na tem mestu z vami delila. Naslov je torej Žalost. Jaz sem se s to žalostjo kar malo pogovorila. Ko se meni ti pokažeš, nisi najbolj mi všeč. Nekaj hočeš in mi lažeš, da si le en delček speč. Mi k tebi le zavija, vsak del s tabo je odet. Ta počasna energija, s tabo se učim živeti. Kaj bi rada, kaj ti rabiš, da spoznam jaz to, kar si? Lahko me na obisk povabiš, bova skupaj vsaj 3 dni. Čakaj, kaj sem rekla? 3 dni s tabo? To pa ne. Raj bi maraton pretekla, kot da ždim v kotule. Le resnico svojo širiš, mej svoj prostor, čutim te. Tu in tam me mal usmeriš, ko moj life prehiter je. Ta pesem govori o tem, da vse, kar doživljamo, je tu z razlogom. S sabo nosi svoje sporočilo in dobro je, če se ga učimo poslušati. Veselim se potencialnega srečanja z vami.